Hej, hej, kako ste? Evo, jaz sem spet v živo. Danes se vam javljam, ker mi večkrat rečete, joj, kak si ti vedno nasmejana, tebi tako gre vse tako zlahka, ti si vedno tako dobre volje. In ja, večinoma sem res dobre volje, pa vse, ampak to ne pomeni, da jaz nimam izzivov. To ne pomeni, da jaz ne padem. Rada bi vam samo povedala, da smo vsi isti, vsi čutimo približno iste stvari. Recimo pri meni sploh zadnje pol leta je bilo ful eno izmed najlepših, ampak tudi eno izmed najtežjih obdobij v mojem življenju. Tako da sem večkrat padla, večkrat se zjokala, ampak sem se pobrala in šla dalje. In to je čar tega dela na sebi. Ker veliko bolj razumeš, kaj se dogaja, veliko bolj razumeš stvari, ki se dogajajo, dogodke, veliko bolj razumeš ljudi, veš, da je vse z namenom. In enostavno, ko delaš na sebi, spoznaš sebe, sebe vzljubiš in točno veš, kaj boš potem naredila oziroma naredil, da se boš dvignil, pa da boš lažje šel naprej. In jaz točno vem, ok, zdaj se tako slabo počutim, kaj zdaj lahko grem narediti? Ok, grem ven na sprehod v naravo, to je ful dobro. Ali si pa prižgem kako dobro glasbo, tako ki te ful dvigne. Ali pa kako meditativno, čisto odvisno od počutja, ni nekega pravila. Ampak fajn je, da veš, kaj te dvigne, pa vse to. Tako da, ja, tudi jaz sem samo človek, nisem noben super človek ali bilo kaj, tako da vas razumem, ko imate kakšne težave, kakšne izzive, ker sem tudi sama šla čez ogromno vsega. In ravno zato vas tudi spodbujam k delu na sebi, zato ker s tem spoznate sebe. Spoznate svojo notranjost, kaj se z vami dogaja, spoznate svoj namen, zakaj ste tukaj, kaj je tista vaša naloga tukaj na tem svetu. To je bilo meni, dolgo sem se iskala, dolgo. Malo se še vedno iščem, ker vedno odkrivamo nove plati sebe. Ampak s časoma, ko delaš na sebi, ko raziskuješ, se spoznaš in začneš sprejemati sebe točno takega, kot si. Zato, ker ko enkrat to razumeš, ko razumeš, da si tisti delček te ogromne celote, ko postaneš hvaležen, da si tukaj, da imaš možnost biti tukaj, na tem svetu, da ti je to bilo dano in da so te z namenom ustvarili takšnega, kot si, z namenom smo vsi dobili neke izkušnje v našem življenju, z namenom je vse, da to presežemo in da gremo dalje in da svoje znanje potem delimo z drugimi, da drugim pomagamo. Tako da dosti lažje delaš naprej, funkcioniraš v življenju. Ker tudi, če pride do težke situacije, se ok, zjočeš, potem pa si rečeš, ok, zakaj je zdaj to tu, kaj še delam takega, da sem to pritegnila, kaj še delam takega, kaj še lahko pri sebi izboljšam, spremenim. Včasih enostavno ne veš, ampak takrat pač prepustiš. Ok, vse ima svoj namen, se bo že izteklo. Oni gori že vejo. Bog, vesolje, izvir, vir, bilo, kako ga kličete. Ampak vse je z namenom. Zato pa moramo zaupati v življenje. In zaupati v sebe. In vzljubiti sebe. Točno take, kot smo. Ker smo taki najboljši, smo unikatni. Edino mi smo tukaj na tem svetu taki, v celem ogromnem svetu smo mi en tisti majhen delček in smo posebni. Čist drugačen, noben ni čisto popolnoma enak, kot si ti, kot sem jaz,
kot smo vsi. Noben ni, niti enojajčni dvojčki niso popolnoma enaki. In dajte to ozaveščati in vzljubite sebe takšni, kot ste. Jaz zadnje čase tudi zaradi tega ravno ful razmišljam, da bi naredila en izziv ljubezni do sebe, taki kratki, par dnevni, ne vem še točno, 5-7 dni, ne vem. V glavnem me zanima, bi se pridružila. Jaz bi bila ful vesela, da se malo motiviramo en drugega, ker skupaj je lažje. Ko imaš ti neko podporo, viš, aha, on to tako dela, ona to tako dela, in to pa lahko tudi meni uspe, ne? Pa bomo skupaj malo delali na ljubezni do sebe, pa bi bila res ful vesela, če mi sporočite potem v komentarje. Pa je to, pa se vam javim spet. Čau!